puščica z Maribora. In moram reči, da bi kar večkrat probal s tem. Gre, res gre. Še sreča, da ni bilo radarja, ne? Ja. Koliko vaše ocene ste peljali? Težko to ocenim. To ne moš zdaj oceniti, ampak zmerno sem bil na željo imel voziti nekaj takega. Ko je bila priložnost včasih tudi malo težje nogo, ampak to je edino priložnost, da si probaš malo adrenalina in res naredili so to, kar marsikdo v življenju sanja, prav tukaj, naši študenti v Mariboru. Je mogoče sploh primerjati z avtomobilom? Je primerjati, zvok ima dober, brzine ima elektronske, sklopka in predvsem so pospeški tisti, ki te prilepijo na ta sedež. Prve fotografije se že pokazali javnosti pred meseci, danes pa bo prvič uradno dirkalnik zapeljal po Mariboru. Nam lahko poveste, zakaj gre? Gre za tekmovanje Formula Student, za katerega mi naredimo projekt, v sklopu katerega naredimo dirkalnik, s katerim tekmujemo proti drugim univerzam z celega sveta na tekmovanjih po Evropi. Za kakšen dirkalnik gre? Kakšne so njegove zmogljivosti, posebnosti? Verjetno bo najbolje, da povem, da dirkalnik od 0 do 100 na uro pospeši hitreje kot v 3 sekundah in pol, kar mislim, da da dobro predstavo o tem, kako hitra je formula. Ima namreč samo 210 kg, kar je v bistvu tudi izjemen dosežek v primerjavi s konkurenco, da smo naredili tako lahek dirkalnik. Kje boste z njim nastopali? So že kakšni vidni rezultati? Ja, letos smo s pomočjo nekaterih večjih sponzorjev, kot je Kovinarstvo Bučar, dosegli tudi to, da gremo lahko celo na 3 tekmovanja, in sicer v Silverstone v Anglijo, v Hockenheim v Nemčijo in v Zeltweg v Avstrijo. Koliko časa ste potrebovali za takšen dirkalnik? 1. oktobra 2011 smo ga začeli delati. Delali smo nekje do januarja načrte, dokumentacijo, potem pa s pomočjo cenjenih sponzorjev tudi izdelali. Kdo je sodeloval pri izdelavi? Večinoma študentje fakultete za strojništvo, poleg tega študentje Ferija, študentje EPF-a. Kako vi kot minister gledate na dosežek? V nagovoru ste ga imenovali za drznega. Zakaj? Ja, veste, odločiti se za to, da boš sam izdelal formulo, je seveda drzno. Bom rekel nekaj podobnega, kot da bi zdaj rekli, bomo pa čez 2 leti leteli na Luno. Skratka, to drznost je seveda treba podpreti. Drznost mladih, iz tega izhaja marsikaj, tudi inovativnost, tudi mnoge tehnološke rešitve, ki so vgrajene v ta avtomobil, ki bi morda lahko bile prenešene tudi v realni svet, skratka v avtomobilsko industrijo, ki pa hlasta za mnogimi inovativnimi predlogi, za mnogimi tehnološkimi izboljšavami. In tukaj očitno je znanje, potrebno ga je pa izkoristiti. In jaz upam, da bo slovenska avtomobilska industrija to znanje znala izkoristiti, ga nadgraditi in seveda uspešno ne nazadnje prodati evropske avtomobilske industrije. Ali menite, da je mariborski župan bolj pogumen od vas, saj se je ne nazadnje zapeljal z dirkalnikom po Starem mostu, vi pa ste se ustrašili, ste rekli? Očitno, da je. Čemu to pripisujete? Ne vem, očitno naravi.